pridobila informacije, kako se vpisati na teološko fakulteto. Ljudje so prijazni, prostor je zelo domač, preprosto všeč mi je. Ampak nisem čisto prepričana, ali ta študij res zame. Še vedno me muči vprašanje, kaj potem, ko zaključiš študij na teološki fakulteti. Sedaj sem izbrskala nekaj uspešnih ljudi, ki so študirali na teološki fakulteti. Zanima me, kaj mi bojo povedali. Zelo se veselim srečanja z njimi. Kakšni so vaši spomini na teološko fakulteto? Na teološko fakulteto imam res lepe spomine. To je bil čas širjenja obzorij, predvsem pa imam najlepše spomine na čas, ko smo se po hodnikih pogovarjali, debatirali. To so bili kvalitetni pogovori, res. Mi najprej pridejo na misel naši profesori ter eno toplino, ki je bila na teološki fakulteti zmeraj prisotna. Študij na teološki fakulteti mi ostaja v lepem spominu. Predvsem se spomnim, da je na faksu vladalo eno tako prijetno domače vzdušje. Lepo mi je bilo tudi, da smo pri skupnih svetih mašah se srečevali tako študentje kot tudi profesori. V lepem spominu mi pa ostaja tudi par predmetov in profesorjev, ki so mi bili zelo pri srcu. Kaj bi sporočili našim bodočim študentom? Naj imajo visoka pričakovanja, tako do sebe, kot tudi do profesorjev. Naj iščejo odličnost in potem sigurno ne bodo razočarani. Da če se čutijo poklicane v kateregakoli izmed študijskih programov na teološki fakulteti, naj temu klicu sledijo, mu zaupajo in grejo po tej poti svoje poklicanosti. Se ne bati vpisati na teološko, tudi če se noben drug, ki ga poznate, ne vpiše. In predvsem naj vam ta študij pomaga, da boste še globje spoznali Jezusa in da ga boste še bolj ljubili z vsem srcem. Zelo zanimivo in pomirjajoče je slišati, kako so bivši študentje zadovoljni, uspešni in ustvarjalni tam, kjer so. Našli so svoje poslanstvo. Nič, vpisala se bom na teološko fakulteto. Kaj pa ti?